Kjer so še lansko pomlad uspevale sadike solate, paradižnika in bučk, danes raste plevel v zapuščenih, propadajočih rastlinjakih. Čeprav je bila tako imenovana purisima v Istri tradicija, lastnik ne pušča prostora za sentimentalnost. Vrata naj bi zaprli visoki stroški za ogrevanje in pomanjkanje vode. Za agrarijo, kot vsako drugo firmo, je dobro tisto, kar prinaša določen profit oziroma kar nam daje možnost zaslužiti. Da bi prodajalni sadik šlo slabo, se ne strinja sosed, ki v bližnjih rastlinjakih prideluje cvetje že več kot 30 let. Sem hodil tudi k njim po paradajz, so imeli odlične sadike, so imeli zmeroma polne rastlinjake in so delili zoljki in sadiki in to in so šli avti gor, avti dol. Je pa tehnologija, kot ste rekla, naj bi bila napredna, to je vse prej kot to. Tehnologija in način dela v Purisimi je bil precej zanemarjen. Če je vse tako narobe, zakaj potem interesenti za najem rastlinjaka stojijo v vrsti? Kmet Bruno Peroša je prepričan, da center za pridelavo sadik lahko prinaša dobiček. Objekte bi najel tudi sam, a v agrariji njegovo ponudbo, kot pravi, ignorirajo. Jaz mislim, da tudi s to opremo, ker je gor, je robot, ker presaja, je sejalnica, ki seje, da se da samo dobro voljo. Prepričan je, da agrarija tu ni imela resnih razvojnih namenov. Gor je hodil samo neki baje kao kazenski bataljon na službo, tako da nekega efekta verjetno ni bilo. Suha veja, ker ne prinaša dobička, marsikomu predstavlja priložnost. Očitno jo bo zagrabilo ljubljansko podjetje. Kako je podjetje Zeleni hit preskočilo ponudbe lokalnih kmetov, na podlagi kakšnih kriterijev, kaj je ponudilo, za kakšno ceno? Direktor pojasnjuje le, da gre za podjetje z dolgoletno tradicijo. So se pa že pojavili namigi, da gre za sumljive dogovore uprave mimo nadzornega odbora kmetijske zadruge. Bo pač en delež, ki ga bomo odstopili od menjega partnerju. Še vedno bomo uporabili naše delavce, še vedno bomo uporabili naše znanje. Nikakor ne bomo pustili obalo brez sadik, namreč poskušali smo najti slovenske dobavitelje, to so v glavnem družinske kmetije. A njena zagotovila zamaje že sam pogled na police. Težko bi tele sadike imeli za proizvod slovenskih družinskih kmetij. Agrarija, kot kaže, vse bolj postaja trgovec-uvoznik, vse manj pa kmetijska zadruga, ki bi sledila potrebam in interesom domačih kmetov.